V Korinju gradijo gasilski dom in igrišče. Še čas za predloge za participativni proračun v Brežicah. V Stični se je zbralo 5000 mladih. Lepo pozdravljeni. Občina Ivančna Gorica na Korinju ureja novo središče, saj je želja, da se izseljevanje občanov iz tamkajšnjih krajev ustavi. Tako so pred leti zgradili javni vodovod in posodobili cesto, kmalu pa bo dokončan nov gasilski dom, poleg katerega gradijo še športno igrišče. Leta 2015 so začeli graditi nov gasilski dom, za izgradnjo katerega so denar prispevali gasilci, krajani Malega Korinja, Velikega Korinja in Las ter občina Ivančna Gorica. Stari gasilski dom je bil narejen še pred drugo svetovno vojno, tako da ne zadostuje nič več kriterijem, katere zahteva gasilska služba. Veselijo se garaže za skladiščenje opreme in orodja, v kateri bo možno izpeljati tudi manjše vaje. Sicer pa bodo v gasilskem domu na svoj račun prišli tudi ljubitelji kulture in kulturni ustvarjalci. Občina nam je priskočila na pomoč, tako da nam je zgradila, financirala dvorano in pa zdaj nam bo naredila še igrišče, tako da bomo imeli en tak kompleks, ki bo ustrezal kulturi, gasilcem in pa tudi mladini. Mladina je ustavljala se druge, zakaj ne bi se ustavili na našem igrišču in se tukaj malo poveselili in bilo več družabnega srečanja. Mogoče bomo s tem tudi pridobili, da bodo kakšni otroci se vračali, kakšni naši, da bodo imeli nekaj druženje lahko na tem igrišču. Denar za slabih 120 000 vredno izgradnjo igrišča, ki naj bi bila predvidoma zaključena v naslednjem mesecu, gre v celoti iz občinske blagajne. V to pa sodi seveda ta veliki podporni zid, izgradnja igrišča, lovilnih mrež, asfalta, opreme na igrišču, skratka eno sodobno športno igrišče bo dobil Korin in verjamem, da bo dobro služilo svojemu namenu. Igrišče bo namenjeno predvsem rekreaciji in bo pravšnjih dimenzij za košarko, rokomet in nogomet, pojasnjuje župan. V občini je precej teh športov razvitih, tudi rekreativnih tekmovanj se odvija in po novem bo se kakšno tekmovanje lahko izvedlo tudi na Korinju. Igrišče bo še kako prav prišlo tudi gasilcem za vaje in tekmovanja, z njim pa bodo pridobili tudi primeren prostor za postavitev šotora o prireditvah. Med slovenskimi občinami, ki začenjajo prakso participativnega proračuna, je tudi Brežiška. Za prihodnji 2 leti bo za manjše pobude občanov namenjenih 200 000 evrov, 100 000 za vsako leto. Predloge so začeli zbirati v začetku tega meseca. Če ima kdo veliko željo, da sproži kakšno ne predrago, pa vendar za uporabnike dragoceno spremembo, ima čas svoj projekt oddati do 7. oktobra. Pričakujemo pobude občank in občanov v najnižjem znesku 5000 evrov in v najvišjem znesku na posamezno pobudo 15 000 evrov, tako da nekako računamo, da bi v posameznem letu izvedli tam nekje do največ 15 pobud. Oktobra, ko občina praznuje, bodo občanom omogočili z glasovanjem navijati za predlog, ki se jim zdi pomemben. Glasovanje bo med 21. in 25. oktobrom. V tem času pa lahko vse občanke, vsi občani, ki sicer nimajo svoje pobude, bi pa vseeno želeli sodelovati pri participativnem proračunu, oddajo tudi svoj interes, da sodelujejo v komisiji 5 članov, ki bo dejansko spremljala celotni postopek. In se na koncu tudi odločila, kateri predlogi bodo uresničeni, je dodala Čularjeva. Številne šole in druge ustanove v črnomaljski občini so se tudi letos z različnimi dogodki vključile v Evropski teden mobilnosti, ki so ga sklenili s celodnevno prireditvijo Igraj se v mestu. S ciljem spodbujanja trajne mobilnosti in obuditve starega mestnega jedra so parkirišče v centru Črnomlja spremenili v prostor za druženje, igro in izobraževanje. Dan so začeli z jutranjo telovadbo. Potem se nam je pridružilo kar 620 otrok iz vseh šol iz občine Črnomelj in pa vrtca, ki so se izobraževali na temo prometa,
kako se obnašati in tudi sodelujejo že cel teden v določenih aktivnostih na to temo. In zato so si zaslužili tudi nagrade, tako da so dobili kolesa. Pestro pa je bilo tudi v popoldanskih urah. Tako na parkirišču, kjer so skozi različna dogajanja spodbujali hojo, kolesarjenje, gibanje, kot na bližnjem grajskem dvorišču, kjer so obeležili 5-letnico Črnomaljske hiše Sadeži družbe, ki deluje pod okriljem Slovenske filantropije. Mi ves čas vabimo ljudi, naj pridejo, naj si vzamejo naše prostore za svoje in mislim, da bo treba še nekaj časa, da bo zares dosegla svoj namen. Njihova vrata in različne dejavnosti, ki jih pripravljajo s pomočjo prostovoljcev, so odprta vsem, od otrok do invalidov in starostnikov. Predvsem pa skušajo pomagati ljudem socialnega roba. Mi v bistvu skrbimo, da jim ne pustimo, da zdrsnejo čez rob na tak način, da jim pomagamo skozi obleko, skozi prehrano, skozi različne nasvete, kam naj se obrnejo. Nedavno so opravili tudi raziskavo o mobilnosti starejših v črnomaljski občini, ki je pokazala, da imajo starostniki in drugi težje gibljivi velike težave pri dostopu do dobrin, na kar so opozorili občinsko upravo. Ja, smo seznanjeni s to problematiko in tudi mi v občini Črnomlje pripravljamo projekt v sodelovanju z Domom starejših občanov, kjer bomo tudi mi prišli nasproti gibalno oviranim ljudem in starejšim, kjer jim bomo tudi mi omogočili, da bodo lažje prišli do zdravnika, po raznih opravkih, na pošto. Osrednja tema tokratnega javnega dogodka o 5-letnici pa je bila odprava diskriminacije v najširšem pomenu te besede. Tokrat so se te teme lotili skozi smeh, za kar je poskrbela stand-up komičarka Martina Ipša. In ti lahko čez humor, v bistvu na zabaven način, veliko resnega poveš in se ljudi dotakne. In prav to je bil cilj njenega nastopa. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti že 13 let izvaja projekt Kulturna šola, s katerim povezujejo obšolske dejavnosti s kulturo in spodbujajo šole, da postanejo kulturna žarišča v lokalnih okoljih. Projekt zaključijo s podelitvijo nazivov najbolj kulturnih šol. Letos so bile med 11 nominiranimi šolami kar 4 iz jugovzhodnega dela države. Najvišji naziv, to je najkulturna šola v državi, pa je šel v Posavje. Najbolj kulturna šola leta 2019 je postala osnovna šola Boštanj, ki jo letos obiskuje 236 učencev. Priznanje jim pomeni potrditev dosedanjega dela in obveza za delo v prihodnje. S tem, ko smo se prijavljali, smo tudi naredili nekakšno inventuro, kaj vse smo v preteklosti naredili. Seveda ob tako hudi konkurenci in kar smo slišali, nismo pričakovali, da bo ta laskavi naslov prav naš. Odlično se je odrezala tudi osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, ki je postala najbolj kulturna šola med malimi in podružničnimi šolami. To nam pomeni zelo veliko. Seveda to je velika pohvala za preteklo delo in seveda tudi spodbuda za naprej. Dejavni smo na različnih področjih, tako od pevskih zborov, gledaliških skupin, likovnem področju, ogromno, seveda smo pa zelo znani tudi po stalnih razstavah na šoli. Med nominiranimi sta bili tudi osnovna šola Grm Novo mesto in osnovna šola Vinica. Prva je prejela priznanje za posebne dosežke na področju zborovske in likovne dejavnosti, druga pa priznanje za spodbujanje izobraževanja mentorjev na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Ta priznanja v bistvu so priznanja za to, kar delamo, da delamo dobro, da smo na pravi poti. V bistvu ne delaš stvari za priznanje, ampak pa še pa. Na šoli spodbujamo kulturno dediščino v najširšem smislu, kajti ta je prisotna še posebej na področju folklore, v kraju. Gostiteljica letošnje razglasitve najbolj kulturnih šol je bila lanska nosilka naziva Najkulturna šola, to je osnovna šola Mokronok. Z veliko odgovornostjo smo se lotili projekta. Celo leto smo iskali ideje, želeli narediti nekaj najboljšega, zato je bilo vključenih v sam projekt
kar precejšno število učencev, mentorjev, zato da je danes nastala prireditev, na katero smo lahko zelo ponosni. Letos je bilo v projekt na novo prijavljenih 35 šol, sicer pa je v Sloveniji že 305 kulturnih šol. Kar pomeni, da je projekt široko sprejet, da so ga posvojile tako šole kot mentorji, učenci. Na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti smo pa veseli in hvaležni, da ta projekt sprejemajo. S tem raste zavedanje o ustvarjalnosti, ki ga sodobna družba še kako potrebuje na vseh ravneh, še dodaja. Tretja sobota v septembru je na koledarju mladih katoličanov rezervirana za Stično mladih, dogodek, ki ga je že 38. zapovrstjo organizirala Skupnost katoliške mladine. Pri Stiškem samostanu se je letos zbralo okoli 5000 mladih katoličanov z vseh koncev Slovenije. Jaz sem že večkrat sicer prišla in sem rekla, da pridem še enkrat, ker je res noro vzdušje. Tega ne vidiš tako vsak dan in moraš doživeti in ti je lahko žal, če ne prideš. Meni je super, polno te živahne, mladostne energije, neke nove stvari in res veliko ljudi, ki jih spoznaš. Stična mladih je sinonim za molitev, dobro voljo in zabavo, poleg tega pa še druženje s prijatelji, ki jih drugače ne bi videl na nekem super kraju, kjer se še kaj dogaja zraven. Nek občutek, sprejetosti ali pa tako svoboda. Že ob vstopu na prostor dogajanja je bilo moč čutiti posebno energijo. Takoj, ko sem prišla noter, so me ful navdušile te stojnice z različno hrano, baloni, kokicami, pa tale Stična band ful dobro zveni. Pri pripravi tako obsežnega dogodka sodeluje približno 250 prostovoljcev, ki so skozi vse leto več kot 6000 prostih ur namenili pripravam Stične mladih. Že nekaj let sem prostovoljc v Stični in ta izkušnja ti daje eno veselje, ti daje eno radost, ki jo je vredno vsak let ponavljati. Ko si enkrat prostovoljc, se ti zdi, da skozi oči udeleženca dobiš veliko premalo. Se zbližaš z drugimi in s tem še bolj spoznavaš Boga. Osrednje geslo srečanja je bilo Tukaj sem, zgodi se. Vzeto je iz poslanice papeža Frančiška namenjene mladim po vsem svetu. To geslo vabilo, da najprej prisluhnemo, ker če ne poslušamo, ne moramo slišati klica, potem pa v vsej iskrenosti lahko s pomočjo koga drugega, pogovoru, iskanju, odgovorimo in rečemo tukaj sem. Zgodi se mi po tvoji besedi. Stična mladih je izkušnja skupnosti, ki nudi prepoznavanje enkratnosti vsakega posameznika in bližine Boga. Cilj, nek smisel Stične mladih je, da se mladi tukaj izberejo, da skupaj praznujemo svojo vero, mladost. To, da smo veseli, da smo skupaj, da slavimo Boga in se družimo, pa hkrati tudi, da dobijo na programu neko sporočilo, neko novo vsebino, da jim da tudi zagon za novo šolsko akademsko leto. Mlade so navdušile številne delavnice. Osrednji dogodek pa je bila sveta maša, po njej pa je zbrane nagovoril tudi predsednik države. Prvi jesenski dan je bil jesensko deževen, gotovo pa nas v letošnji jeseni čaka še veliko lepih jesenskih dni. Hvala za pozornost in prijeten večer.